Ko sem pred enim tednom predstavil 5 pravil za varno uživanje pelina in žajblja, ki vsebujeta tujon, se je pojavilo kar nekaj vaših vprašanj, no, in na ta bom danes odgovoril. Eno vprašanje je bilo, kako je z različnimi vrstami pelina. Imamo pravi pelin, ki ga raste predvsem na vrtovih, in divji pelin, ki raste v divjini. In ta dva imata v eteričnem olju približno enako količino tujona. Res pa je, da količina tujona lahko zelo varira od sezone, rastišča in tako naprej. In tudi res je, da ima navadni pelin, ta, ki v divjini raste, količino eteričnega olja manjšo. Tako da čeprav je vsebnost tujona v eteričnem olju enaka, je torej v rastlini manj tujona. Je pa res, da je tudi manj aromatičen in ga potem toliko več velikokrat uporabimo. Tako da sta približno enaka. No, potem je pa še sladki pelin, no, ta pa nima nič tujona. Tako da, kar se tega tiče, je ta povsem varen. Drugo vprašanje je bilo pa glede žajblja. Omenil sem, da je boljš vodni izvlečki kot alkoholni. Vaše vprašanje pa je bilo, kako je pa z uživanjem žajblja kot začimbe, če jo uporabimo kar cel in da ga zaužijemo. No, to je pa v bistvu, kar se tujona tiče, najslabša varianta, kajti s tem zaužijemo ves tujon, ki je v rastlini, in se potem v naših prebavilih ima veliko časa, da se ekstrahira v velikem volumnu tekočina, precej več, kot če bi kuhali čaj ali pa delali tinkturo. Tako da pri tem načinu uporabe seveda je tudi to možno, ampak naj bo še posebej majhne količine in samo občasno.